Dobro jutro, evo, danes pa sem se želela oglasiti z enim spet zanimivim vprašanjem, upam, da so ti všeč, tale mini serija. In sicer današnje vprašanje, ki ga imam zate, pa tudi zase, je, ali si dovoliš spremembo oziroma transformacijo. Pa mogoče, kaj sploh mislim s tem, Včasih v bistvu bi marsikdo, če si zastaviš to vprašanje, je lahko odgovor hitro, jaz imam željo, da se nekaj recimo v mojem poslu spremeni in imam željo to narediti, želim se transformirati. V resnici pa se ne vprašamo, ali je to res samo nekaj želje oziroma nekaj, kar bi pač bilo fajn, da bi imeli, pa nismo pripravljeni pravzaprav nič za to narediti. Ali je to res tista točka, ko smo pripravljeni in ko smo ready, da bomo nekaj za to tudi naredili. Zato ti mogoče se danes malo dotakneva tega vprašanja, ali si resnično želimo neko spremembo ali pa neko transformacijo. Kaj jaz recimo tudi pri sebi sem večkrat videla, ampak pri strankah recimo veliko krat slišim, da rečejo, ampak zdaj ni pravi čas, mora biti še to pa to pa to, moram priti na to stopnjo, potem pa bo pravi čas, da naredim v svojem poslu neko konkretno spremembo. In potem, ko se slišimo, to ene, 2-3 stranke sta bile konkretno, točno ta primer, zdaj še ni pravi čas in potem smo ugotovili, kaj bi bil naslednji korak najbolj smiseln, kaj bi bilo za narediti in sta v bistvu obe te stranki rekle, ne, zdaj še ni pravi čas, bom poskusila sama in potem, ko smo se slišali, čez pol leta je bila situacija popolnoma enaka. In potem se lahko vprašaš, pa je res vredno dobesedno zapraviti ali pa da gre mimo mene določeno obdobje, da pač bom pripravljen oziroma pripravljena na neko transformacijo, ali je to res tista želja, da si nekaj želim spremeniti. Pa mogoče bom s tabo podelila eno mojo vajo, ki jo jaz ful rada naredim, ko ugotavljam, da recimo se dlje časa ciklam v nekem istem krogu, ali je to vezano na posel, lahko uporabiš tudi za zasebno življenje. In to vajo jaz običajno, pač ko nekaj časa opažam, ali pa čez pol leta rečem, ok, še zmeraj imam to problem, še zmeraj nisem tega spremenila, tega transformirala, potem naredim to vajo. Super simple je spet, In sicer prvo vprašanje je, ki si ga zastavim in potem včasih ali pišem o tem, da odgovarjam pisno na to vprašanje, ali pa običajno velikokrat grem tudi kam v gost, recimo na sprehod, in potem razmišljam o tem vprašanju in iščem odgovor. Karkoli pa, če tebi ljubše, lahko je tudi meditacija, karkoli je, da si zastaviš vprašanje, kaj mi ta stagnacija oziroma to, da si ne dovolim spremembe, ta problem, ki ga imam zdaj, kaj mi pa ta prinaša pozitivnega. In potem bo marsikdo rekel, ok, jaz nimam dovolj strank, to mi nič dobrega ne prenaša, ali pa ne vem, jaz stagniram v poslu in ne vem, kateri je naslednji korak, tukaj ni nič zame. Ampak, če si ti ne dovoliš spremembe, ne dovoliš transformacije, potem definitivno nekaj je, kar ti daje to tvoje udobno stanje, da ostajaš v tem istem stanju še naprej. In mogoče je to samo udobje, ali pa to, da te naše drži na mestu in ti govori, ok, zunaj je nevarnost, če narediš nekaj drugače, se iščejo potem neki izgovori, če poenostavim. Mogoče je to nekaj poznanega, nekaj varnega, kar ti pač je fajn, kljub temu, da pač ok, mogoče nimaš dovolj strank, ampak vseeno se da preživeti, pač ti je dovolj udobno. Če rečem tako, ne mislim nič slabega, ampak ne boli dovolj, da bi potem res naredili neko spremembo, da bi naredili nek korak. Mogoče se ti ne da niti ugotavljati. Se pravi, če ne narediš akcije, kaj je tisto, kaj te drži, kaj ti pa je udobno, kaj ti omogoča to udobje. In potem, ko najdem tale, kaj je tisto, kaj mi prinaša ta stagnacija oziroma to, kar mi ni všeč, se vprašam, a pa mi je to vseeno všeč? Mi je dovolj všeč, da še naprej nadaljujem v tem, ali želim to spremeniti?
In tukaj potem v bistvu pride do odločitve, oziroma da zbereš pač eno pot, ali greš še naprej po tej poti, ali pa zbereš, rečeš, ok, zdaj pa razumem, hvala za to, kar mi je vse to dalo, ampak želim iti recimo korak naprej, želim se transformirati, želim spremembo in nekaj tudi potem v tem naredim. Če zbereš to pot, da želiš spremembo, je potem v bistvu lahko zelo težko, tako kot smo se tudi že pogovarjali, ugotoviti, ampak kako pa zdaj priti do tega mojega cilja, ne? Če je cilj nekako mogoče bolj oddaljen, kako sploh videti to pot? Zato je fajn, da razmišljamo, kaj je tisti prvi korak, ki ga lahko naredimo, da se sploh podamo na to pot. Če ti imaš cilj in ne veš, kako prideš do cilja, je tvoj prvi korak, da se odločiš, ali poiščeš pot, torej narediš sama raziskavo, poiščeš, kako lahko prideš iz te točke, kjer si zdaj in ti ni ok, do točke B, kamor si želiš, ali pa si pač umisliš kakšnega mentorja, neko dodatno pomoč, ki so že šli po tej poti, ki ti znajo po korakih pokazati to pot. In obe poti sta v resnici ok, pač čisto je odvisno od tvoje situacije, kaj si želiš, ne? In če potem ta cilj razdelimo na take male koščke, je to recimo veliko lažje. Primer, če ti zdaj recimo stojiš z poslom, stagniraš na mestu in si želiš zgraditi uspešen posel, ki bo delal avtomatsko, ki ti bo osvobodil čas, ki bo uspešen in tako naprej, se mogoče zdi, da ne veš, kako zdaj prideš do te B točke. In bi bilo seveda, je že samo to razmišljanje o tem, kako prideš do te točke, lahko naporno. Če pa ti rečeš, ok, naredim en mini korak že danes in se odločim, ali bom šel sama raziskovati, kateri so koraki, ali pa je moja naloga danes, da poiščem nekega mentorja, ki me bo pomagal peljati od točke A do točke B. In če se odločiš, naprimer, da poiščeš nekega mentorja, evo, si daš to danes na to-do listo in je korak, akcijski korak, ki ga narediš, bolj izvedljiv. Če se odločiš, da začneš raziskovati to pot sam, lahko rečeš, ok, pogledal bom te tečaje, naredim si seznam, tečajev, knjig, ki jih moram prebrati, raziskati, kako sploh pridem do tega, kdo sploh se s tem ukvarja in tako naprej. Skratka, če si ta velik cilj damo, da se odločiš za spremembo in si cilj daš v manjše koščke, manjše korake, je to seveda veliko bolj, potem lahko hitreje napreduješ. In s tem, ko greš v akcijo, avtomatsko greš tudi iz tega vloge žrtve. Vloga žrtve, jaz vedno rečem, da ni nič narobe in ne mislim nič slabega s tem, ker smo vsi kdaj se mariniramo v tej vlogi žrtve, ampak ko imamo te marinade dovolj, gremo v akcijo, stopimo takoj v vlogo liderja in namesto, da iščemo izgovore, kako se nekaj ne da, kako ne gre, kako ni mogoče, začnemo iti v vlogo liderja, ki pa išče samo različne poti, kako lahko pride. In ko se enkrat navadiš, da si v tej vlogi, je seveda življenje in pa posel veliko, veliko lažje. In takrat si zares dovoliš tudi sam sebi spremembo in pa transformacijo. Ok? Zdaj, če imaš kakšen komentar, če imaš kakšno mnenje, bom seveda ful vesela, če ga zapišeš spodaj v komentar. Jaz ti želim en čudovit dan in pa se slišimo in vidimo malo kasneje. Čau, čau!